Ingrid in Dieter Schubert, gusar Berto. Ob jezeru je živel gusar Berto. No, pravzaprav ni bil več gusar, kajti bil je že v pokoju. In tudi ladje ni več imel in živel je v hiši, ki si jo je sam postavil. Berto pa je bil pravi godrnjač. Družbe sploh ni maral in je vsakogar, ki je prišel v bližino njegove hiše, takoj pregnal. Takrat je krilil z rokami in vpil: "Izginite, vi suhozemci, ki sploh ne veste, kaj je voda!" In zato so se ga prav vsi izogibali. Pa mislite, da je bil tako hudoben? Sploh ne, le sam je bil rad. Po cele dneve je presedel visoko gori v vranjem gnezdu in gledal tja čez po jezeru. In ko si je Berto nekega dne igral gusarske pesmi na svojo harmoniko, je na strehi nad sabo zaslišal ropot. Stekel je ven. In kaj je zagledal? Tam gori, ob dimniku, je stal majhen deček. "Ja, 100 morskih pošasti, kdo pa si ti, da mi takoj prideš dol?" je zarobantil Berto. "Luka mi je ime," je odvrnil deček. "Ne morem dol." "In zakaj ne?" je strogo vprašal Berto. "Previsoko je odvrnil Luka." "Gromska strela! Če si lahko prišel gor, boš tudi prišel dol. Takoj dol!" Luka pa je zajokal. Sprva potiho, nato pa vse glasneje. In Bertu je postalo zelo neprijetno. Tega noben gusar ne bi prenesel. Nič drugega mu ni preostalo, kot da je previdno splezal na streho in se z lukcem v roki spet spustil na tla. "O, kako močen si!" je občudoval Luka. "Kot lev." "Kot morski lev," je zagodrnjal Berto. "Boš šel še po mojega zmaja?" je vprašal Luka. "Tam poleg dimnika leži." "Presneto," je jezno pomislil Berto. "Še enkrat na streho." Nejevoljen je ponovno splezal na streho. Tam je res ležal zmaj, ves polomljen. Berto ga je vrgal na tla. "Na, tu ga imaš." Luka pa si je žalostno ogledoval ostanke svojega zmaja. "In zdaj se poberi," je zarobantil Berto, Luka pa je stekel. "Vidiva se," mu je še zaklical čez ramo. "Upam, da ne," je zamomljal Berto. Toda zgodilo se je nekaj čudnega. Vsak naslednji dan je Berto pred svojimi vrati našel darilce. Le od kod se jemljejo?" se je spraševal. Nekega dne pa je pred vrati našel risbo, na kateri je prepoznal sebe in Lukca. Najprej ni vedel, kaj bi, nato pa se mu je posvetilo. Je mrmral in si mršil brado. "Lepo čakaj." Hitro je poiskal par palic in kos platna in se z veliko vnemo lotil dela. Zvečer je bil že gotov. Zjutraj je odprl vrata. In kdo je stal tam? Luka, kdo pa drug? Berto je hitro skril zmaja za hrbet. A Luka je bil radoveden. "Kaj pa imaš to?" "Novega zmaja vendar," je vzkliknil Berto. "Zate sem ga napravil." Luka se je začel smejati. "Toda pozabil si nekaj zelo pomembnega. Zmaj potrebuje rep in dolgo vrvico, da lahko leti." Berto se je popraskal za ušesom. "No, na to pa sploh nisem pomislil." "Čakaj no." Iz hiše je privlekel svojo veliko težko gusarsko skrinjo. Luka mu je pomagal dvigniti pokrov in začel radovedno brskati po njej. "Ja, kaj pa je vse to?" je hotel vedeti. "To so stvari še iz mojih gusarskih dni," je pomembno odvrnil Berto.
Berto je potegnil ven čudno koničasto stvar. Veš, kaj je to? To je meč letečega morskega psa. Srečala sva se v hudem viharju. Poletel je čez mojo ladjo in se zapel v jadra. Nikamor več ni mogel. Z veliko težavo sem ga rešil in bil mi je tako hvaležen, da mi je podaril svoj meč. No, pravzaprav je bil ta že odlomljen. Vidiš, in to je hišica male morske deklice. Dala mi jo je, ko se je preselila. Luka je še naprej brskal po skrinji. Kaj pa je to? To pa je čevelj povodnega moža. Kadar je prišel k meni na obisk, je kar teklo od njega in mi je zmočil celo ladjo. Govoril sem mu, naj se prej otrese, pa je zmeraj pozabil. Luka si je trdno zatisnil nos. Fuj, kako ti čevlji smrdijo! In ta steklenica, kaj pa je v njej? To pa je velika skrivnost, je odgovoril Berto. To je bila moja najbolj nevarna dogodivščina. Vse preveč razborljiva za takega suhozemca, kot si ti. Jaz pa že nisem suhozemec. Plavati znam, da veš. Kaj res? Je bil Berto presenečen. No, naj ti bo, je rekel Berto in iz steklenice potegnil košček papirja. Tu je označen kraj, kjer je skrit zaklad. In prišel sem do njega, veš? Toda čuvala ga je ogromna morska pošast. Ure in ure sem se boril s to zverino. Imela je 4 lovke. Ah, kaj 4? 7 lovk je imela. Hotela me je požreti, pa sem bil močnejši. Dobro sem jih naložil po buči. Ladjo pa mi je vendarle razbila. In od ladje je ostal samo tale košček lesa in nekaj drobnarij. Te bova zdaj porabila za tvojega zmaja. Toda Luka je imel boljši načrt. Odkimal je in rekel: Ne, zmaja bova uporabila za jadro. Zgradila bova novo ladjo in obiskala tvojo morsko deklico, povabila povodnega moža, se borila z morsko pošastjo in znova našla zaklad. Ne vem, se je izmikal Berto. Ti si vendar navaden suhozemec, ti pa na morju ponavadi dobijo morsko bolezen. Jaz že ne, je rekel Luka, jaz znam plavati. Zdaj pa moram domov, jutri se vrnem. Berto ni vedel, kaj bi. Ves zbegan je hodil sem in tja in tudi spal je slabo. In Luka je bil že na vse zgodaj nazaj. S seboj je prinesel svoj mali nahrbtnik. Luka, nekaj ti moram povedati, je znova poskusil Berto. Zdaj nimava časa za to, ga je zavrnil Luka. Veliko dela naju čaka. Nato sta žagala in tesala, zbijala in povezovala. In končno sta bila gotova. Toda Berto je bil ves nesrečen. Ti ni všeč? Ga je vprašal Luka. Ali pa se bojiš morske bolezni? Ne, je rekel Berto tiho. Nekaj veliko hujšega je. Ja, kaj pa je potem? Povej že vendar, je bil Luka nestrpen. Veš, jaz ne znam plavati, je v veliki zadregi priznal Berto. In to je vse, se je zasmejal Luka. To vendar ni nič hudega. Ja, kaj pa, če padem v vodo? Je silno skrbelo Berta. Nič ne skrbi, je odvrnil Luka. Poglej, kaj imam v nahrbtniku. Vzemi, jaz ga ne potrebujem. No, zdaj pa pojdiva. Tako. In sta odšla novim morskim dogodivščinam naproti. Prav simpatičen tale naš gusar, kaj ne? Na začetku je sicer bil kar malce trd in zadržan, potem pa ga je deček Luka le opogumil in skupaj bosta odkrivala vse skrivnosti, ki si jih je gusar Berto kdajkoli lahko zamislil. Super, me zelo veseli. Če vam je bila tale pravljica všeč, potem verjamem, da vam bodo všeč tudi druge pravljice, ki sem jih pripravila za vas. Pokukajte na moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Do takrat pa en morski, čau, čau, lepo se imejte!